rekla si Tinkara, mogoče še priimek ali ne želiš? Ja, lahko povem priimek, ja. No, pa če želiš na začetku živijo, moje ime je Tinkara Kovač. Bog ne daj. Okay. Živijo, sem Tinkara Peternelj, prihajam iz Kranja, stara sem 35 let. Po poklicu sem doktor biokemije oziroma predavateljica biopsihologije trenutno. Moj hobi je deskanje na valovih, ribolazenje, turno smučanje, veganka pa sem od konca 2016. Vegetarijanka sem že kar dolgo, od 13. oziroma 14. leta. Zgodilo se je v bistvu zelo organsko, bi rekla. Enostavno pač meso na krožniku me je spominjalo na živali oziroma se mi je po domač povedano obračalo pač jesti organe živali. Predvsem v obliki kakšnih hrenovk, krvavic in tako naprej. Tako da sem v bistvu v tistem času, pa tudi sestra hkrati z mano, sva rekle, pač mami, midve ne bova več jedle, nama ne paše jesti živali, nama se gnusi. Podobno je bilo z mlekom, ki smo ga še celo dobivali pač direktno od kmeta, imeli zelo pač močen okus in tudi vonj in se nama je zdelo pač, to mleko je dejansko direktno od krave, oziroma kot da bi pač kot da bi bilo midve pač dva kravja mladiča, ki pijeta direktno od mame krave mleko in se nama to ni zdelo v redu, oziroma je bilo nekako potem zelo spontano se odločiti, da bomo to ukinili. In to je bilo to. Ja. Kar nekaj časa je trajalo, da sem prišla v bistvu izključno na rastlinsko prehrano oziroma veganstvo. Se mi zdi, da ta izpostavljenost različnim videom, zapisom, sestra je bila zelo v teh mogoče bolj aktivističnih vodah in sem zelo hvaležna za to, da me je soočila z veliko stvarmi. Tako da dokončno res, da sem se odrekla v bistvu mlečnim izdelkom, ki so bili nekako zame zapakirani večinoma samo v sladkarijah, ker ribe sem nehala jesti že kar nekaj časa prej, jajca tudi, tako da so bile v bistvu res ostanki mleka ali pa recimo mleka pa jajca v kakšnem pecivu in par dokumentarcev, par zapisov, par blogov in potem je, mislim, ta klik bil oziroma ponotranjenje tega trpljenja oziroma teh informacij, da dejansko pač je mlečna industrija na enakem krvoločnem nivoju kot mesna in je bilo z lahkoto. Z lahkoto pač se odreči temu, ker enkrat sprejmeš oziroma ko sem sprejela te informacije za resnične in ker nočem pač imeti nič s trpljenjem živali, je bilo potem res brez problema. Takoj, ko rečeš, ja, res se to dogaja. Če ti resnično je srca mar za živali, potem se mi zdi, da je to logičen korak, da sploh ni proces, da je v bistvu res ta klik. Ne, zato ker, mislim, nažalost, toliko časa je trajalo, da sem res prišla na rastlinsko, da so tudi sladkarije, ki jih imam tako rada, se tudi v veganski opciji kar razširile, tako da to je bila edina stvar, ki bi jo mogoče, da sem si kdaj rekla, tega pa ne morem, ker je mlek noter, vse ostalo pa pač nisem pogrešala jogurtov, ker se niti nisem tako dobro počutila po njih, oziroma sem pač našla nadomestke, meso, ribe, mesa ni bilo že dolgo časa, rib tudi ne, jih tudi prej nisem jedla, tako da jajca je bilo zelo podobna zgodba kot z mlekom, pač zelo organski okus od živali oziroma produkti živali, ki niso, se mi je zdeli namenjeni nam. Tako da je bil kar lahkoten prehod. Ja, mislim, da ključne so bile te informacije oziroma bombardiranje ali pa obdanost s temi informacijami, ki sem v bistvu, na katere sem nekako čakala za lažjo odločitev, ker do takrat pa ali ne slišiš ali pa si ustvariš v bistvu sebi ustrezno zgodbo, pa ne samo glede prehrane, tudi glede oblačil ali česarkoli, v bistvu nekaj, kar ti mogoče ni prijetno vedeti ali pa ti oteži življenje, ker boš mogel spremeniti navade, si pač ti sam sestaviš neko razlago, ki ti ustreza oziroma ki ti nekako paše.
Mislim, zdelo se mi, da pač glede mleka oziroma krav, ki so nekako meni se je zdelo dajale mleko tudi za nas oziroma ta višek mleka, da nekako tukaj nismo bili nobeni vsiljivci oziroma smo mogoče jih celo razbremenili na nek način, ker za mladička je bilo dosti, potem smo pa še mi prišli na vrsto in se mi ni zdelo, da je to etično sporno oziroma pač žival ni umrla oziroma tako sem si nekako zaključila, tako so nam tudi prikazali mediji, tiste vesele kravce, zdrave jogurte, sir vemo, pač tudi iz znanstvenega stališča ima veliko molekul oziroma spoji noter, ki nam dajo občutek oziroma ob katerih se počutimo varne, pomirjeni in tako naprej. In če nekaj všeč, če ima nekaj pomirjevalen učinek nate, si tudi ustrezna zgodbica oziroma razlaga v zvezi s tem ustvariš, ki upravičuje pač konzumacijo mlečnih izdelkov in se ti zdi, moja vest je čista, žival zato ne umre, pač gremo dalje. Resnica je pa drugačna, ja, ne, sploh zdaj vidimo, pa to ne pomeni, da je zdaj od lani ali pa od predlani ali pa od par let nazaj, ko so ti filmi prišli ven, ali pa jih je malo več mogoče, ampak dejansko se dogaja to pač že nekaj časa oziroma nekaj desetletij, ne samo v Ameriki, ne samo v Nemčiji na velikih farmah, tudi sama sem s podeželja pravzaprav, pa lahko naštejem 3 vasi, kjer so krave večinoma v štali oziroma v hlevu, zgužvane cel dan in je grozen zdaj videti in je v bistvu trpljenje, mislim, na nek način v bistvu še dolgotrajnejše, kot za samo meso. Ne. Tako da tukaj me zelo zdaj, ko mi je pač to jasno prizadene, da pač sama nisem mama, ampak katerakoli mama, oziroma ženska, ki je imela izkušnjo z materinstvom, da tega ne povežeš ob vseh teh informacijah v 21. stoletju, da tega ne povežeš, ta stik mama, otrok in da se ne moš odreči svojemu jogurtu ali pa še hujšega dati svojemu otroku. To me včasih res kar malo frustrira. No. Odkar sem veganka, se mi zdi, gremo v bistvu vedno samo više in više in više. Še ni konca tega višene energije, hitrejše regeneracije. Včasih se mi zdi, imam toliko energije, da bi res lahko letala okrog cel dan in naslednji dan znova in počnem veliko stvari. Pač poleg službe imam cel kup hobijev, ki so dokaj kondicijsko tudi naporni in včasih me kdo vpraša, od kje imaš ti toliko energije, pač poleg tega, da ne pijem alkohola, ne kadim, se mi zdi, da je hrana res, da po vsakem obroku, ki ga jem, nisi prazen ali pa nisi v tisti food komi, ampak imaš dejansko toliko energije, da se mi zdi, da je to ena največja taka, no, pozitivna stvar, kar se tiče recimo razpoloženja oziroma kondicije. Pa sigurno občutek, da si dober človek. Sigurno, kljub vsem frustracijam, ki jih vidiš, ki se svet pač eni rabe oziroma večina jih rabi še kar nekaj časa, pa bomo prišli tja, ampak kljub tem pač mogoče žalosti pa stresu, ko vidiš, da pač se stvari počasi premikajo vse in ta občutek, da nisi udeležen v nasilju, ker to za sabo ne potegne samo prehrano, ampak oblačila, ne vem, nakup, tudi sladkarije so lahko veganske, pa ne bom šla zdaj kupiti sladkarij s palmovim oljem, naprimer, ker se uničijo okolje, habitat za orangutane, pa tako naprej, se pravi, odpre se ti cel obzorje, kje lahko kot človek vsak dan narediš nekaj res zelo dobrega za planet, zase, za ostale ljudi okrog tebe in je res dober občutek, no, da nekako si v tem poslanstvu biti človek in biti human v pravem pomenu besede. Moja družina, moram reči, kar legendarna, no. Moram reči, da ni bilo načeloma v bistvu nobenih problemov, razen te klasične, da je predvsem mami, se mi zdi, mogoče malo taka stara šola, pa jo je skrbela zame, za mojo sestro, oziroma saj sta najstnici, kaj se zdaj gresta, ampak potem, ko so šle res izključno na rastlinsko prehrano, je bila že v bistvu toliko navajena enih teh sprememb, pa po njenem mnenju odrekanja, da je pač bila oddana v usodo. Dejansko nam je pa uspela, ne samo, da niso bili ravno spodbujani, ampak so bile pa sprejete, kar sem res hvaležna in mami in očetu. Še bolj pa to, no, da sva jih uspele nekako tudi v bistvu na pretežno rastlinsko prehrano spraviti
Oče je star 74, mama je malo mlajša, ampak oba sta zdaj v bistvu v naši hiši oziroma na njunih jedilnikih ni živalskih izdelkov v obliki pač mesa. Redko kdaj kakšni mlečni oziroma spet so kakšne sladkarije pa tortice. Kar je še bolj se mi zdi fascinantno je pa naša babica, 84 let stara, živahna že odprej, ampak tudi ona recimo mislim, da je več kot 80 let res uživala mlečne izdelke oziroma predvsem mleko od kmeta, prišla z kmetije in dejansko je bil mleko vsak dan, liter mleka na dan, za njo pač nepogrešljiv del prehrane in sva jo v bistvu s fantom prepričala, da mogoče bi njemu pritisku pa krvnim strdkom pomagali, če pač ukinemo te mlečne izdelke in se je res v bistvu bila zelo odprta. No. Čeprav je zelo mogoče, ne razume čisto, zakaj, pa etičnega vidika, ampak ona je nama zaupala nekaj časa, 3 mesece, mislim, da sem ji kar jaz več ali manj kuhala in je ne vidim več tistega litra mleka pri njej. Se pregreši oziroma še kdaj kaj tazga poje, ampak dejansko je šlo zelo brez problema. Tudi pritisk se je znižal. Se mi zdi, da je tudi kar nekaj kil zgubila, čeprav ni bila zdaj zelo ogromna, ampak se je poznala s tem, da je jedla več kot prej, da je živahna, vitalna. Pustimo zdaj, kaj so si zdravniki mislili o tem, ampak jaz vidim pri njej, da je na boljšem kot prej oziroma da je definitivno razpoloženje še na višjem nivoju kot prej in da če ona lahko po 80 letih mleko zdaj spušča oziroma take ogromne količine mleka, mislim, da ni za nobenega izgovor. No. Kar se navad tiče. Navada železna srajca je res samo izgovor. No.